Je z nami tudi gospa Vida Bratina z Dekanov. Dober dan želimo. Dober dan. Najlepša hvala, da ste se tudi vi odločili in sprejeli naše povabilo k pogovoru. Namreč vi nas lahko ponesete nazaj v tista začetna leta nastajanja revije Ognjišče. Kako ste prišli k reviji? Ja, k reviji sem prišla na svojo lastno pobudo. Zato, ker sem takrat imela 3 majhne otroke in je bilo dostikrat kakšna bolezen vmes. In tukaj sem pa imela prosto, da sem lahko odločila sama tudi o delovnem času. Oče Franci je imel zelo razumevanje do vseh teh mojih težav. Je bil human človek, že takrat in je vedno. Ja. To je bil pa zmeraj. In tudi ponižen, ko je rekel, zmeraj moj stric, ki je bil tukaj je bil tukaj na kancler na škofiji in je rekel, da ni videl bolj ponižnega človeka, kot je bole. Vi pa ste se smejali mogoče, ampak jaz pa mislim, da je moral dosti potrpeti na vsej tej poti Ognjišča, ko so kar naprej nekaj mu delali težave in take stvari. To so bili težki časi, danes težko razumemo, ker vsaj tisti, ki takrat nismo živeli. Kakšni pritiski so se izvajali? Morda tudi na vas kot sodelavko? Ja, name kot sodelavko, to sem slišala vsak dan, ker sem hodila na pošto. Po pošto sem hodila zmeri. In takrat je bilo čuda stvari so mi se zrekli. Ob kaj vse so se obregli? Ja, so se obregli, kaj imate tam, a ste ženske in moški zaželjeni, a ste sam ženske tam zaželjene, ker ime so tam sami moški delajo ali kako. Pa tudi vse mogoče stvari so mi vrli naprej. Cirku, pa zvonik, pa vsak kar je bilo kar mi je bilo na poti, bi rekla. Kako ste se uspeli zagovarjati? Odkot vam moč? Ste bili tako gotovi v svoje delo, v lepoto dela? Gotovo, to pa ni govora, da sem bila vsa navdušena. Tako da mi nič motilo. Jim niste ostali dolžni? Ne, to pa ne, dolžna pa ne. Sem že odgovorila svoje nazaj. Takrat sem mogoče bila mlajša, sem že znala malo več odgovoriti. Pa tudi sem bila v centru bolj. Zdaj sem doma med kozicami in tako naprej. In može, ki se skrejava včasih. In drugače pa res, takrat mi je pa kar tekla beseda. Kakšno delo ste upravljali? Vse. Kar je bilo od začetka od pošte, kar recimo potem od knjigovodstva, pa pakiranja, pa tudi nošenja, recimo, ko je prišla knjiga, smo nosili vse ženske, smo kar nas je bilo. Tako da smo si res delili zmeri delo. Nikoli ni bilo rečeno, to je samo tvoje, to je samo moje. Ampak smo si kar delili. Takrat smo bile samo 2, na Ognjišču še Nadja, sluga, pa jaz. In pa smo morali narediti vse. Ja, nič. Gospa Vida Bratina, z lastno željo ste prišli k Ognjišču in vam je bilo kdaj žal? Ali pa če vprašam drugače, vas je na začetku preveval kdaj kakšen strah, pa potem ta nasprotovanja, tudi te zbadljivke iz okolja tule v koprskem okolišu. Vas je to kdaj oviralo? Ste kdaj premišljevali, sem se prav odločila ali ne? Ne, nikoli. To pa nikoli. Razen da potem, ko sem šla v pokojnino, takrat mi je bilo malo žal, da sem šla mogoče kakšno leto prehitro. Ampak zdaj prej pa ne. Nikoli zmeri sem čutila v sebi tisto moč, zato ker sem tudi redno hodila k maši in to, da mi je zmeri Bog dal to moč, da sem prestala vse tiste napade. Spremljali ste delo gospoda Čuka, gospoda Boleta, prva leta tudi gospoda Ravbarja. Kako ste jih vi videvali, ko ste bili vendarle morda pol koraka odmaknjeni od teh 3, jaz jim rečem kar vitezov, tiskane besede v tistem času. Kako ste pa vi gledali na njihovo delo, na to njihovo vztrajnost, tudi upor? Ja, veste kaj, gospod Čuk je po svoje, on je bil književnik, bi rekla, jaz pa tako. On se je držal tega svojega dela in tako ni vplival dosti na delo očeta Franca, ker oče Franc, on je imel vse v glavi. To je imel zmeraj polno idej novih in recimo veliko tudi iz italijanskih časopisov mogoče videl, kakšne ideje ali kaj. In je bil zmeraj bil tako bi rekla, tako čutilo se je njegovo moč, da bi kar moglo nekaj ven priti iz njega. Je bil res zelo. Podoba Ravbarja sem pa imela bolj kot župnika, ker sem bila takrat tukaj v župni Koper. Tako da nisem več kot toliko
poznala njegovega dela pri ognjišču. Je podpiral in vse, ampak ne vem, tudi moče kdaj kaj napisal. Mislim, da pa bolj moralno podpiral ognjišče kot pa kaj drugega. Ko se danes ozirate nazaj na to 50-letnico, 50 let delovanja, zdaj ima pa ognjišče res že neko mesto, zelo visoko mesto, zelo visoko kotira po pomenu, po vsebinah, po svoji tudi neki revolucionarni ideji, ki jo je prenesel v ta slovenski prostor. Kako pa vi gledate na to revijo? Ste danes upravičeno lahko ponosni, da ste bili del nje? Joj, zelo ponosna. Čeprav nisem ne vem kaj pridala razen takih del stranskih, ne. Jaz rečem stranski, ker meni se zdi tisti, ki pišejo v revijo Ognjišče. Ampak da stoji stvar, je potreben vsak še tako skromen steber. Ja, dobro. Recimo, da je bilo tudi tisto nekaj vredno, da smo razpošiljali na različne kraje in tako. Še posebej knjige, ker s tistem smo imeli veliko dela. Ker revijo Ognjišče nam je že nekaj pripravilo, tudi delo. Adremo in take stvari so oni že pripravili. Čeprav je bilo treba vsak mesec točno število teh, da tak trak je bil, tisti trak potem so razrezali in dali na paket, smo morali vsak mesec to pripravljati pri nas, ker se recimo spreminjalo število in tako naprej, take stvari. A tisto ni bilo nič težko, bilo hitro narejeno. Kakšne knjige pa so se izdajale takrat? Takrat so se izdale lepe knjige. In mislim, so tudi zdaj, moram reči, ampak življenja svetnikov, pa življenja takih mož, recimo, ki so bili zaslužni, recimo Janez 23. To je bila knjiga, ki je do 40,000 izvodov dana. In zdaj računate, da je bilo to treba vse razposlati po vsej Sloveniji. Pa še v tujino. S tujino smo imeli malo problemov, ker je bila precej draga poština in tako rajši nismo pošiljali v tujino knjig in pa Ognjišče. So prejemali, ja, tudi tujino veliko. Drugače so pa naši sosedje, prijatelji nam te knjige prenašali čez. Zdaj ni bila nobena tista carinska, bi rekla, carinski greh, bi rekla, ne. Ampak vseeno je bilo drugače pripravljati, so v Trst pa Gorico nesli. Recimo z Argentino je bilo iz Jugoslavije nemogoče pošiljati. Tako so nam potem če bi to slišali med carineki, bom tisto še kaznovana. No, ampak vem, da so nam res izmeri iz Gorice ali pa iz Trsta poslali. Te izvode so naši tujci dobili potem, oziroma naši tuzemci, oziroma so morali je to druge kraje. No, saj revija, tudi vse, kar izda založba. Ognjišče je še danes za mnoge neki zvir žive vode, ampak v tistih časih je bil pa to skoraj edini in osamljeni zvir. Ja, takrat je bilo res edini zvir. Ni bilo ljudi, ki ga ne bi prebrali, pa da bi ostajalo kje v župniščih, recimo, ko se je prodajali tako. Zmeri je bilo zmanjkalo. Recimo, in zmeri več, vsak mesec več smo bili veseli, ko smo slišali, 60,000, 70,000. To je bilo prav nekaj posebnega, ne, za Slovenijo. Ker drugi moče še Antena. Antena je bila nek naš nasprotnik, se je štelo. Ampak Antena je propadla, mi pa še nismo propadli. Kaj želite, gospa Vida Bratina, Ognjišču? Ognjišču želim se najboljše, da bi še kar naprej raslo. Še žal mi je, ko sem brala zadnjič očeta Vrednika. Ne vem, če je bil Božo, kdo je to napisal, ne moram prav reči. Ampak sem brala, da se je zmanjšalo število. Sicer se je vseh zmanjšalo. Ampak je toliko časopisov danes, ampak tako kot Ognjišče ga ni. In sem zelo vesela, da je tudi se nekje zadinilo s tisto sončno pesmijo, ker zdaj najdeš tam vse, za mlade, za starejše, za otroke in tako. Za otroke, tudi za otroke kaj, če ne drugo Indijanček. In mislim, res sem vesela in želim, da bi prosperiralo še naprej. Da bi tako pač, da bi šlo naprej in da bi oče Vrednik bil še kaj časa živ. To želim. Ker on je dušo dal, vse je dal, svojo mladost, vse svoje tiste. In še eno stvar, kar se mi zdi, da pa ni bilo nič kaj dosti omenjeno v tej 50-letnici, a se bo mogoče preskočila kje, da je tudi bilo dobrodelno, da je bilo to dobrodelni časopis tudi. Se veste, da tisti naši invalidi so bili zmeri tam,
Nikjer drugje niso bili prej še recimo objavljeni te intervjuji z njimi in tako. In on se zmeri trudil veliko za bolnike, tudi ta srečanja, ki so na Brezijah in vse te stvari. To je bila njegova prioriteta. Ne morem reči, kakšen človek. Res. Bi potreboval kakšno recimo posebno nagrado od papeža. Ja, res neverjeten, toliko talentov, toliko moči in pa, da težko verjameš, da to zmore eden. Že za več ljudi bi bil to dosežek. Zdaj vam bom povedala, kdaj sem bila najbolj ponosna, bi rekla na njega. Ne sem ponosna, takrat, ko smo imeli tukaj tisto stvar, tisto pregledovanje, ko so nam prišli tle naša notranja, gledati vse, kaj imamo in tako so nas zaprli za 24, so tiste ure so nas zaprli v pisarne, da nismo mogli ven. To je bilo leta 74. Takrat, ko so tudi družini delali težave in nam so hoteli pač ukiniti zapis na vsak način. Kljub ognjišče jim je šel strašno na živce. No in potem takrat je on rekel, jaz popolnoma vse, kar je tukaj noter narobe, prevzamem jaz krivdo. Mislim, se mi je zdelo to tako nekje, da nas družinske starše, mislim, tako da nas vleče ven iz tega, ampak da se on sam daje tam, da je vse on kriv, kar je narobe, kar je kakšne stvari. Smo imeli mogoče, veste kaj, nam so pošiljali ljudje tudi po pošti, kakšne čeke pa devize. Najbolj je bilo to. In smo imeli devize še recimo tukaj izpravljene, ker nismo še oddali na banko ali kaj. In on je rekel, to sem se jaz kriv. In res takrat so bili taki dnevi tudi za nas. Jaz sem bila noseča in vam povem, da je bilo to zame, ko sem dobila pismo, da sem državi nevarna oseba, da mi morajo vzeti dokumente. Se mi je zdelo to kot en tisti, ne vem, en način mučenja. Človeka se sem sam noter čutila in tako. Ampak rečem, da pa tisto je bilo tudi dobro, je bilo potrebno. Da je oče Franc videl, koliko je vreden. Res. No pa še eno smešno od njega. To je, ko je šel, on je dosti potoval, veliko potoval, šel v misijone in nekega dne pride policija. Nam se reče, kaj pa zdaj policija? Kaj se je zgodilo, se narečne? Ja, pravi, tam pri pošti je parkirano neko vozilo in ne vemo, ne čigavo je. Smo vprašali, kakšno vozilo je? Ja, 850, Fiat 850. Ja, in številka taka in taka, ja. To je pa naše vozilo. Našega gospoda Boleta. Ampak on je vozil v tujini in jaz nisem bila šoferka, no, ona druga gospa je bila šoferka, se ga beži tiskat, da bomo imeli težav. Ja, tako včasih je kakšno pozabil, kakšno reči. Tudi jaz ti še pozabil je, daj. Zato pa je imel dobre sodelavce. Ja, da vem. Zmeri pa še to zadnjo kosilo. To je bilo prav. Tako vpeto delo. Tako vpeto delo. On je bil za delo vse naredil. Ali pa za ljudi tudi. Recimo za te invalide in bolnike, on je bil prav. On se strašno je čutil z njimi. Ampak tudi so pa še, veste, so se navadili potem pa ti, ki so jih spuščali iz zapora. So se navadili, so pa šli sem prositi denar. Ja, kaj pa? Ne, denarja pa rekel, ne dam, vam bom pa kupil bon v menzi. Gremo dol, gremo v menza, je bila včasih menza, tle dol še ena taka. In je res lepo šel dol, so lepo tam, zato ker je vedel, kakšne finte imajo oni, ne. To oni bi že vzeli bon, ampak potem kje preprodali, samo da bi bilo za alkohol. Torej nikoli odklonil, kljub vsemu, vedno pomagal. Ne, nikoli ne odklonil, to pa ne. In včasih smo bili nervozni, ker je kakšnega človeka imel tam, bi radi videli, da bi šel ven, ker je ni še imelo izid in ni še vsega napisal, kako spravimo ta človeka ven. On pa ne, on je poslušal. Ste tak je bil pač. Povsem predan. Povsem predan. Hvala lepa. Silvester bil zmeri drugje, ne. On je pa zmeri tukaj z nami, tako da smo imeli zmeri, vedeli, kdaj je odprla vrata se.
To zdaj ne morete si zamišljati, ker takrat so bile 2 sobi, on je bil v eni sobi, v drugi smo bili mi, Silvester pa tam na uni strani. Tako smo imeli malo prostora. Ne je bilo pa širok prostor. Hvala lepa za te vaše številne spomine, ki so dragocen biser. Vse to je pač prispevalo k temu, da se danes lahko veselimo 50-letnice, visoka številka. No, vam pa čestitam za 20-letnico. Hvala lepa.